Sledeči program je bil posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Lahko tudi, da ste prišli na ta sklop predavanj, da bi se naučili, kako ravnati s temi področji svojega življenja, vendar lahko se zgodi, da boste ostali samo majhni svetnički. Čisto majčkini svetniki. Frfotajoči majhni svetniki. Gospod, predam se ti. Bog je kakor močan magnet v vašem duhu in on neprenehoma privlači vse ostale k sebi. Dopustite mu, da vas on vodi in usmerja. Duša je ponavadi velik problem. Naš duh nam pove vse o Bogu. Tu se pogovarjamo z Bogom. Kjer je vaša vest, prejmete tudi razsvetljenje. Duša ne pove nič o Bogu. Duša, vaša neodrešena duša vam govori o vas samih. Tam ste vi sami, vaša osebnost. Govori vam o tem, kaj hočete, kaj mislite. Ne morete povezati Boga z dušo, ampak lahko povežete sami sebe s svojo dušo. V duši se sami srečate s seboj in svojim telesom komunicirate s svetom. Tako bi lahko rekli, da je duša središčna točka in je skrajno pomembna, kajti Bog hoče v njej prebivati. On želi presvetliti dušo in postane eno z vašim duhom, tako da oba lahko delujeta po vašem telesu in svet more gledati Boga po vas. Jezus je rekel, če vidite mene, vidite mojega očeta. Če vidite mene, vidite očeta. Dobro, to je možno, ker je bil brez greha. Vaša duša vam pravi, kaj v resnici hočete, kaj mislite in kaj čutite. Zato je naslov današnjega predavanja Hočem, mislim, čutim. Hočem, mislim, čutim. Kajti to je tisto, kar se dogaja v naši notranjosti in to ves čas. Hočem, mislim, čutim. Hočem, mislim, čutim. Hočem, mislim, mislim, čutim, čutim. Hočem, mislim, čutim. Ali ni tako? Bogu povemo, kaj hočemo, kaj mislimo, kaj čutimo, namesto da bi mu rekli: Bog, pokaži mi, kaj ti hočeš. Nauči me misliti, kot misliš ti, in pomagaj čutiti, kot čutiš ti. Mi pa samo: hočem, mislim, čutim, hočem, mislim, čutim, hočem, mislim, čutim. Vsakemu povemo, da bomo poslušali, kaj mislimo. Vsakemu povejmo, da bomo poslušali, kaj čutimo in kaj hočemo. Hočem, mislim, čutim, hočem, mislim, čutim, hočem, mislim, čutim. V duši so ovire, ki jih moramo odstraniti. To pomeni umreti sebi. O tem bomo govorili v naslednjem predavanju in nikar si ne drznite, da ostanete doma, kajti sem vam že povedala, o čem bom govorila. Lahko tudi pridete na ta sklop predavanj, kajti če ne znate ravnati s temi področji svojega življenja, potem boste vedno ostali kot majhni svetniki. Čisto majčkeni svetnički, frfotajoči. Gospod, popolnoma se ti predam. Kot da plavate nekje naokrog v nekakšnem oblaku slave. Hvaljen bodi Gospod, hvala ti, Jezus. O, želim, da bi me hudič pustil na miru. Samo to si želim, da bi me hudič pustil na miru. Bog, če mi ne pokažeš izhoda, mislim, da tega ne bom mogel več prenašati. Namesto, da bi se zavedali moči in sile Svetega Duha in bi rekli: s Kristusom, ki mi daje moč, lahko storim vse, kar potrebujem. Živel bom za Božjo slavo. Ni toliko pomembno, kaj hočem, ker na vse zadnje niti ne vem, kaj hočem, samo Bog ve, kaj hočem. Tako bi mi morali moliti. Sama molim tako. Je nekoliko nevarno, vendar vi lahko prav tako izrečete isto molitev. Bog, ko te za nekaj prosim, in če ni to, kar ti hočeš, da imam, potem te prosim, da mi tega ne daš. Kajti najslabša stvar je, da imam cel kup stvari, ki niso Božja volja. Bog je stvarnik in izvršitelj naše vere, vendar njemu ni treba dokončati vsega, kar ni začel. Mi pa hočemo začinati stvari mesa in postanemo popolnoma zmedeni ter začnemo kriviti hudiča. Vaše meso ima dovolj gorečnosti, da lahko začnete: joj, slava! To je čudovita ideja, sestra.
Veste kaj? Vi lahko govorite drugim ljudem, da se vam pridružijo, kajti mnenja smo, da je to dobra zamisel in bomo vsi skupaj zaklinali hudiča ter se strinjali, da Bog ničesar ne stori. Tako bomo zaklinjali še nekoliko več hudičev in malo bolj molili in se začeli postiti in moliti. Bog, prosim te, če te prosim za kaj takega, kar ni tvoja volja, mi nikar ne daj. Prosim, ne daj tega meni. Najslabša stvar je, da smo na nekem mestu, za katerega ti sam nočeš, da bi bili. Veste, kaj vam povem? Nekatere prednosti obstajajo, ko postanete starejši. To je samo ena slaba stvar. Vi gledate na življenje za nazaj. Vendar pa bi morali gledati in živeti za naprej. To je samo del našega potovanja, vendar ni tako slabo, če smo le pripravljeni na učenje. Če se le učimo, ter znova in znova ne počenjamo samo enih istih neumnih stvari, znova in znova ves čas svojega življenja. Amen. V življenju sem se naučila nekaj čudovitih izkustev, ko sem napačno ravnala in sem končno dojela, da tega ne bom več ponavljala. Tako imamo dušo, ki nam pravi vse o tem, kar hočem, mislim ali čutim. In sami se moramo na njo ozirati. Popolnoma se moramo podrediti in se prepustiti Božji poti. Spoznati moramo Božjo pot. Veste, da je bil čas, ko se je krščanstvo enostavno imenovalo pot. Imenovali so jo pot, kajti ta knjiga nas uči načina življenja. Bog je pot. Rekel je, moja pota niso vaša pota, moje misli niso vaše misli. Vi veste, da bodo Božja pota prinesla veselje v vaše življenje. Zakaj potem vztrajate, da bi imeli svojo pot in bi živeli bedno? Dajte no, koliko izmed vas je sitih tega izkustva bede. Mislim, svet je poln bednih kristjanov, vendar kristjani ne bi smeli biti bedni. Jezus je rekel, prišel sem, da bi imeli veselje in bi ga imeli v izobilju do polnosti, tako da teče preko, nepopisno veselje in mir, ki je onkraj razumevanja. Možnost delovanja v tem, kar ste zmožni napraviti, da ste dobrovoljni in z nasmehom na obrazu. In v pismu Kološanom pravi, karkoli že delate, delate iz srca, kot da delate za Gospoda, ne za ljudi. Karkoli že morate delati, delate dobrovoljno. Z nasmehom na obrazu, uporabljate sadove duha. Za koga mislite, da je vse to? Mir bi za nas moral biti nekaj naravnega. Ko je naš dan miren, je kakor, hvaljen bodi Gospod. Kaj se je zgodilo? Tako moramo upoštevati našo nenavadno dušo. Hočem, mislim, čutim. Vzela si bom nekoliko časa, da vam bom govorila o teh 3 področjih. Ko imam ta predavanja, vas bom podučila, kako z njimi ravnati. Kajti, če tega ne boste dojeli, ne boste nikoli imeli življenja, ki ga je Jezus s svojo smrtjo pripravil za vas. 1. Korinčanom 13:11. Najverjetneje govorimo o volji. Naj vam razkažem področje duše. Hočem je najverjetneje naš najmočnejši del, trmasto in uporniško hotenje. Mi samo mislimo, da smo mnogo bolj modri, kakor smo zares. Celo poskušamo dajati dobre nasvete Bogu. Dajte no, ali ste kdaj poskušali govoriti Bogu in mu predlagali, kako naj ravna z vašimi problemi? Jaz sem. Dobro, Bog, si kdaj pomislil, da bi takole napravil? Ne vem za vas, vendar sama sem dovolj časa na zemlji, da potrebujem mir in veselje za preostali konec poti in upam, da lahko mogoče pomagam tudi nekaterim izmed vas, ki ste mlajši, da bi prišli do tega, kar sem izkusila sama. Bom vsaj osmislila nekatere svoje bolečine. 1. Korinčanom 13:11. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega.
Sveto pismo tudi pravi, če ne postanete kot otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Ena stvar je biti otrok, druga stvar pa je, da se obnašamo otročje. Bog hoče, kar zadeva zaupanje, da prihajamo k njemu kot majhni otroci, da hitro verjamemo in hitro odpustimo. Prav tako pa hoče, da rastemo na način, da smo podobni otrokom. Če povem na drug način, moramo se vzdržati otročjega obnašanja. Naprimer, odrasel kristjan bi moral biti vesel, tudi če se ni zgodilo po njegovem. To je samo en primer. Odrasel kristjan bi moral biti tako hiter za odpuščanje, ko ga užalijo ali ranijo, da od tega sploh ne bi trpel. Vi ste hitri v odpuščanju. To je kakor takrat, ko vas nekdo še ni nehal žaliti in ste se že odločili, da mu odpustite. Dajte no. Niste začeli ploskati tako močno, kot sem si želela. Galačanom 4, 1-2. Dajte no, ali veste, koliko ljudi je danes tukaj, ki se jezijo? Mnogo, ogromno. Danes je tukaj mnogo ljudi, ki se jezijo na nekoga in vi mislite, da ste upravičeni v svoji jezi. Vendar vam lahko povem, da niste. Prav tako vam lahko povem, da ne bo prav nič delovalo, dokler ne gremo preko tega in odpustimo. Sploh ni pomembno, kako pošteno ali nepošteno se vam to zdi, vendar vi ne morete biti veseli. Galačanom 4, 1-2. Pravim namreč, dokler je dedič. To smo mi. Mi smo postali dediči po Jezusu Kristusu. Jezus je rekel, vse, kar ima Oče, je moje in jaz vam bom to posredoval. Vse, kar imava jaz in moj mož David, bodo podedovali najni otroci, razen če se kateremu izmed njih ne zmeša. In če se to zgodi, dobro, potem ima vse Bog. Hočem, da to razumete. To je pripravljeno za vas in ne za koga drugega. Vse, kar ima Oče in je Jezus zaslužil in zmagal po svoji žrtvi in vstajenju, po smrti in preliti krvi, po svojem trpljenju. Vse to je prejel po pokorščini, svoji radikalni pokorščini Bogu Očetu. Vse to je vaše. Prav vse. Veselje, mir, moč, zmaga, svoboda. Da dosežete svoje potrebe in živite polno življenje duhovnih sadov. Vse, kar ima Oče, je vaše. Ker ste dediči. Vam ni treba, da bi si to prislužili. Ne tako, kakor vaši otroci, ki dobijo, kar ste si vi prislužili. Vi prejmete to, za kar si je Jezus prislužil. Poglejte zdaj to. Kar imam v mislih, traja tako dolgo, kakor mladoleten dedič se nič ne razlikuje od sužnja, čeprav je gospodar vsega, temveč je pod varuhi in oskrbniki vse do dne, ki ga je določil Oče. Kar pomeni, da smo postali dediči po Kristusu in smo po njem podedovali. Po zakonu smo bili vtisnjeni v Kristusovo kri. V resnici ne bomo prejeli tega, ne bo postala naša izkušnja, če ostanemo majhni otroci, ki kažejo znake, da niso odgovorni za stvari, ki nam jih je Bog zaupal. Potem smo še vedno dojenčki, kot majhni otroci. Bog nas ljubi tako zelo, da bi nam ne dal tega, kar bi povzročilo naš propad. Bog nas preveč ljubi, da bi nam dal to, kar bi nam škodovalo. Rečeno je bilo, da se še ni razodelo, kar more Bog storiti po možu ali ženi, ki bi mu dal vso čast in slavo. Ali se zavedate, kako je težko za Boga, da najde takšnega, ki ga lahko uporabi za velike stvari in bo še vedno slavil in hvalil Boga in ne bo začel zlorabljati drugih ljudi, ker si misli, da je velika riba? Vse te neumne stvari, ki se dogajajo v naših življenjih.
Vidite, vi ste lahko lastnik podjetja, vendar to ne pomeni, da lahko zlorabite vsakogar, ki dela za vas. To pomeni, če ste modri, da jih boste dobro plačali, lepo ravnali z njimi in to tako, kakor bi želeli za druge, da ravnajo z vami. Če jih boste spoštovali in skrbeli za njih, potem vas bo Bog bolj in bolj blagoslovil. Mi vsi želimo veliko stvari, vendar nismo za to pripravljeni in Bog nam jih tudi ne da. Vi veste, da lahko denar človeka ugonobi. Finančni blagoslov vas lahko uniči, če ne veste, kako z njim ravnati. Ljudje govorijo Bogu, dobro, Joyce, sestra Joyce, če bi imela $1 milijonov, bi vam ga dala. No, ali ste danes darovali petaka, ki ga imate? Vidite, če ne znate ravnati z malim, ne boste nikoli znali ravnati z velikim, kajti pokazali ste, da ne morete ravnati z velikim, če ne znate ravnati z majhnim. Zakaj prosite Boga, da vam da nov avtomobil, če je vaš zamazan? Zakaj prosite Boga, da vam nakloni nov dom, če ne skrbite za tega, ki ga imate? O, sestra Joyce, ali ne bi začeli s čim drugim? Koliko izmed vas mi še sledi? A razumete, o čem vam govorim? Jaz vas samo spodbujam za to, da bi zrasli. Sama imam to žilico in sem jo imela vseh 32 let, koliko časa že pridigam. To je moja poklicanost. Poslušajte me. Da, poklicana sem. Rada imam, da so ljudje odrešeni. Tisoči in tisoči so se rešili ob našem duhovnem delovanju. Vendar moj poklic je, da me je Bog poklical, predvsem za vernike, da jim pomagam rasti z Bogom, da bi imeli to, za kar je Jezus umrl in da bi postavili nasmeh na Božji obraz. Zame ni nič bolj pomilovanja vrednega, kakor ubog, beden, žalosten, nesrečen, jokav vernik. Samo upam, da bom uspela preživeti na tem izničenem svetu, dokler ne vstopim v nebeško domovanje. Ne. Ne, ko zjutraj stopite na tla, bi se peka moral stresti. Vendar mi moramo rasti. Čas je, da odvržete otroške flaške in plenice, ki vas pomirjajo. Čas je, da rečete, lahko sem srečen, pa če se godi po moje volji ali ne. Lahko imam rad ljudi, če so mi simpatični ali ne. Lahko se gibljem v sadovih svetega duha. Ne morem tega početi brez Božje pomoči, kajti potem bom na nek način po Božji milosti delovala s svetim duhom, tako da bom prerasla samo sebe. Vendar ven od tod, na kraj, kjer me bodo videli. Mi moramo rasti onstran hotenja, misli in čutenja. Preden vsak dan molite, bi morali najprej prositi Boga, Bog, na nikogar nisem jezen in s sabo ne vlačim nobene zamire. Dajte no, preden se sploh napotite kam naprej, kajti Svetopismo jasno pove, ko prideš molit in če imaš karkoli zoper kogarkoli, pusti in najprej odpusti svojemu bratu in se potem vrni. Danes mora biti tukaj kar nekaj jeznih ljudi, kajti vedno, ko začnem govoriti o tej temi, kar 3/4 ljudi utihne. Mislim, ali naj spremenim vso tematiko? To je samo občutek. In vi pravite, ne morem spremeniti svojega občutka. Veste kaj? Na koncu koncev je res, vi ne morete spremeniti vaših občutkov, vendar lahko spremenite, kako boste ravnali. Mogoče bi morali ravnati po Svetem pismu. Molite za svoje sovražnike, blagoslavljajte jih, nehajte govoriti slabo o njih in jim pošljite kakšno darilce. No. Dobro, vrniti se moram k sporočilu. Janez 3:22. Janez Krstnik je bil predhodnik Jezusa Kristusa, kajti on je oznanjal in krščeval ljudi.
Sedaj pride Jezus in tukaj je nekaj zelo zanimivega. To je nekaj, kar se zgodi z ljudmi, vendar spomnite se, da so Jezusovi in Janezovi učenci bili ljudje, kakor smo mi danes. Potem je šel Jezus s svojimi učenci na judejsko podeželje, se tam zadrževal z njimi in krščeval. Tudi Janez je krščeval v Enonu blizu Salima, ker je bilo tam veliko voda. Ljudje so prihajali in se dali krstiti. Janeza namreč še niso vrgli v ječo. Med Janezovimi učenci in nekim Judom pa je nastalo razpravljanje glede očiščevanja. Šli so torej k Janezu in mu rekli: Rabi, glej, tisti, ki je bil pri tebi onstran Jordana in o katerem si pričeval, krščuje in vsi hodijo k njemu. Notice now here he is baptizing too, and everybody is flocking to him! Exclamation mark. Now, Sedaj se zdi, da so Janezovi učenci bili ljubosumni, kajti Jezus je s svojimi učenci krščeval in zdelo se je, kot da oni izgubljajo svoje vernike. Dogaja se tako, kakor v cerkvenih skupnostih, o katerih lahko slišimo pritožbe. Nov duhovnik pride v mesto in nekateri ljudje se začenjajo zbirati tam. Morali bi mu kupiti novo ozvočenje, moliti za njegov uspeh. Janez je odgovoril. On je bil možakar, ki bi živel, kakor bi hotel. Janez Krstnik je odgovoril. In on ni bil možakar, ki bi živel, kakor bi hotel, mislil ali čutil. Janez je odgovoril. Človek ne more ničesar prijeti, ničesar si ne more lastiti ali podvreči, razen tistega, kar mu je bilo podarjeno iz nebes. Človek mora biti zadovoljen s tem, kar mu je dano iz nebes. To ni nobene druge poti. Vi sami ste moje priče, vi sami potrjujete to, kar sem začel. Sam nisem Kristus maziljeni, vendar sem bil poslan pred njim, tako da sem njegov predhodnik. In na to izreče nekatere stvari o ženjenoj nevesti, vendar se napotimo k 30. vrstici. Janez pa je odgovoril in rekel: On mora rasti, jaz pa se manjšati. Zelo rada imam ta stavek, kajti Janez je bil zrel in nihče mu ni mogel več ukrasti miru. Koliko ljudi poznate danes v podobni situaciji? Mislim na kristjane in na tiste, ki so v duhovni službi. Tudi ti bi nehali rasti samo zaradi tega, ker bi postali ljubosumni. Preveč so se ukvarjali s svojim ugledom in niso hoteli izgubiti tal, da bi izgledali oslabljeni. Vendar Janez Krstnik je vedel, kdo je v Kristusu. On je vedel za svoje poslanstvo. On ni hotel storiti česarkoli, kar mu Bog ni naročil, da bi počel. V resnici je rekel: če Bog hoče, da končam v tem položaju, potem bom tudi tukaj srečen. Počel bom to, kar hočeš ti, Gospod, kajti nikjer drugje ne morem dobiti nebeških darov in če mi jih ti ne daš, potem sem tukaj tudi srečen. Me razumete? Če nekateri izmed vas čutite, da je vaše delo skromno in ne boste srečni, če se ne povzpnete po lestvici navzgor in postanete kdo pomemben, potem boste vse svoje življenje hodili naokrog negotovi in se slabo počutili. Zakaj ne počnete preprosto tega, kar znate? Delajte to, v čemer uspevate. Če vam je všeč čiščenje, potem čistite. Nekdo mora počistiti hišo. Če imate radi kuhanje, kuhajte. Če radi varujete otroke, potem jih varujte. Če vam je všeč gospodinjstvo, bodite gospodinja. Ni se vam treba boriti za kariero in si pridobiti ne vem kako visoke izobrazbe, da bi bili bolj blizu Bogu. Vi samo delate to, kjer se najdete, pa naj bo karkoli. Jaz delam to, kar mi je všeč, vendar to ne pomeni, da sem boljša od kogarkoli drugega. Poklicana sem za to. Mi pa se vedno zazremo v nekoga drugega. No, mislim, da bi moral peti v pevskem zboru. Dobro, sedaj prepevam v pevskem zboru, vendar mislim, da bi moral biti vodja. No, mi vedno hočemo nekaj, kar ima nekdo drug. Požrešnost je zelena oka pošast. Požrešnost in zavist. Janez je rekel: ne. Vi se morate naučiti, kako biti zadovoljen. Bodite zadovoljni.
Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.